vizija industrije in njena samo uresničitev. Mogoče bomo govorili malo bolj počasi, ker imamo, kot ste sami opazili, 3 tuje udeležence, ki jih še posebej toplo pozdravljam. Vsi so seveda tudi gostje vaše konference in 2 med njimi sta že spregovorila, ostale gospoda bomo še slišali. Jaz vas seveda vabim, da vzamete slušalke. Na številki 1 imate slovenski prevod, na številki 2 pa angleški prevod. Torej zdaj za začetek tudi malce bolj počasi govorim in ne govorim takoj teme okrogle mize, zato da malce preizkusimo, če imamo vsi enko in dvojko, torej slovenščino in angleščino. In tisti, ki seveda ne potrebujemo slušalk in se nam zdi, da bomo to razumeli, pač poslušamo. Pri tej okrogli mizi, tako kot pri vseh dogodkih, tudi na letošnjem industrijskem forumu, zdaj je to že kar tradicionalni dogodek, ste popolnoma vsi vabljeni k komentiranju, k postavljanju vprašanj, zelo ste dobrodošli, čeprav se tokrat ukvarjamo z neko temo, za katero bi se zdela vsaj na prvi pogled, da je v Sloveniji že dorečena, ne, kako je mogoče, da se v letu 2013, to je že prvi izziv, mi pravzaprav pogovarjamo o viziji neke industrije in o samo uresničitvi, kot da bi bili mi zdaj na začetku nekega industrijskega razvoja, smo pa pravzaprav mogoče na zatonu, ali o čem se bomo pravzaprav pogovarjali. To je temeljna tema te okrogle mize, mogoče da redefiniramo, na novo postavimo neko vizijo. To je seveda kot iztočnica. Zdaj bom predstavila sogovornike. Na desni strani bom začela na moji desni, torej na vaši levi. Prvi gospod je, vsi ga poznate in še enkrat ga predstavimo, gospod Črtomir Remec, direktor CBS inštituta v sklopu Trima Trebnje, d.o.o. in predsednik Slovenske in Evropske inženirske zbornice. Poleg njega proti meni sedi gospod Robert Williamson, predsednik Orodjarskega združenja Južnoafriške republike, TASA se imenuje to združenje, kratica pa pomeni Toolmaking Association of South Africa. Tu poleg mene sedi tudi nam sem znan gospod Zoran Marinšek, svetovalec glavnega direktorja podjetja INEA d.o.o., strokovno-raziskovalni svetnik na inštitutu Jožef Stefan ter vodja tehnološke mreže, tehnologija vodenja procesov in vodja kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenja. Na tej strani gospoda, ki sta pravkar že razpravljala, poleg mene je gospod Peter Karlsson, izvršni direktor podjetja APNT iz Danske in poleg njega Johan Friberg, je pa višji svetovalec in odgovoren za trženje pri APNT. Trženje kot pomembna komponenta, kar smo danes že slišali, in na moji krajni levi oziroma na vaši krajni desni pa je gospod Aljoša Huber, direktor podjetja Svetloba d.o.o. in član združenja Manager. Torej, zdaj pa še enkrat dobrodošli in prvo besedo dajem kar gospodu Marinšku. Namreč, zakaj zdaj spet in ponovno ta tema? A se nam samo zdi, da smo to že predelali, ali kako zdaj? O čem govorimo? O viziji industrije? Je nimamo? Kaj se je zgodilo? Ja, jaz mislim, da je to, hvala lepa za besedo. Jaz mislim, da je to večna tema, zato ker seveda se v vsakih novih razmerah to vprašanje stalno postavlja. Zdaj je ta trenutek še toliko bolj specifičen, ker gre pač za nek globalno krizo, ki zahteva od nas mogoče spremembo večine vzorcev razmišljanja in obnašanja. Jaz bi postavil mogoče za mojo iztočnico tole, kar je rekel kolega Remec prej v svojem predavanju, kaj je srž inženirstva, kvaliteta življenja, zagotavljanje kvalitete življenja. Na dolgi rok zagotavljati kvaliteto življenja lahko seveda z ustvarjanjem dodane vrednosti in to, ki smo pač v gospodarstvu, dodane vrednosti na trgu. Od tega živimo, od dodane vrednosti. Zato, da ustvarjamo primerno dodano vrednost na globalnih trgih za daljši rok, moramo biti tehnološko konkurenčni. Tehnološka konkurenčnost zavisi pa od pritoka, po eni strani od pritoka novih znanj v podjetja in na trge. Pomembno je seveda in na trge. Se pravi, kako to verigo
ustvarjanja in prenašanja in prodaje novih znanj ojačati. In to je ena stvar, ki nas, rekel, seveda ni samo za nas relevantna, je pa sigurno za naš gospodarski prostor izredno relevantna, ker pač ugotavljamo, da izgubljamo na konkurenčnosti v globalnem smislu. Jaz bi tukaj izpostavil v tem kontekstu dva aspekta. Eno je, kako ojačevati pritok tega znanja. Če hočemo to novega znanja v uporabo, potem moramo identificirati najprej, kateri so pomembni segmenti življenjskega cikla ali pa verige vrednosti in vse te segmente ojačati tako, da skupaj delujejo harmonično, usklajeno. Vsak od teh segmentov je pomemben zase, samo če vsi delajo skupaj, potem je končni rezultat, se pravi novo znanje v uporabi in za trg, realizirano. Tukaj je en izraz dolina smrti in tu za slovenski prostor je to zelo značilno. Mi imamo recimo zelo dost ali pa primerljivo veliko novega znanja ustvarjamo, zelo malega pa spravimo uporabo. Šibki členi so tukaj prenos iz osnovnih raziskav v industrijske in razvoj, in drug šibki člen je pa prodaja novega znanja na trgu. Če hočemo to doseči, moramo se navaditi prodajati in to prodajati svoje lastne rešitve. To je en rekel, pomemben izziv, ki je skupen za vse gospodarske subjekte, pa naj si bo to obstoječa industrija ali pa nova nastajajoča. To je en aspekt. Drugi, ki bi ga tudi izpostavil tukaj, je pa kako to znanje, v kakšni obliki ga pakiramo, in tukaj je pomembno, da znamo integrirati čim več znanj, čim več tehnologij skupaj v končen produkt. Če je prvi aspekt predvsem povezava med znanostjo in podjetji, je pa drugi aspekt v znatni meri tudi povezava med podjetji. Kako povezati kompetence različnih podjetij skupaj ali pa nosilcev znanj v to, da gradi skupaj en produkt, ki ima svoj trg na trgu končnih uporabnikov. Torej, zdaj, če prav razumem, bi v bistvu v tem omizju potrebovali še nekega tržnika, ekonomista. Ekonomistov imamo ogromno v Sloveniji, poleg seveda pravnikov, ne, tehnikov imamo manj, ampak jih znamo izkoristiti, jih potrebujemo, jih imamo prave. Tržnika, ki zna prodajati tudi znanja, ki zna prodajati tehnološke rešitve in ne samo, bi rekel, etablirane produkte na etabliranih trgih. To potrebujemo. To potrebujemo. Tudi v tem omizju vabljeni seveda k vašim komentarjem. No, gospod Remec, zdaj gospod Marinšek je seveda povedal, da je treba prodajati, ampak včasih se tudi v tej novi industrijski politiki, v novih tehnologijah, v novih trendih, če hočemo, ne nazadnje tudi v tem globalnem trendu globalnega segrevanja, karkoli naj bi to že pomenilo, čeprav imamo junija še plašče, ampak okej, ne, recimo, da se temu reče segrevanje. V bistvu nam neki drugi tržniki pa spretno plasirajo neke druge tehnologije, ne. Prav zdaj se soočamo s tem, da praktično bomo dobili neko uvedbo nekih carin ali pa dodatnih plačil na neke kitajske panele, ki jih moramo vgrajevati za sončne celice ali kakorkoli. Kako je s tem? Tudi vi ste v Trimu, ne? Recimo to je razvojni oddelek, lahko vi plasirate svoje znanje ali mi skozi neke trende, v bistvu neke nove tehnologije od drugod prodajamo ali jih pa moramo prodajati, smo spodbujani k temu. Ja, kar se tiče Slovenije, jaz mislim, da je pri nas situacija taka, da mi zelo z lahkoto spuščamo noter vse tuje proizvode. In praktično postavljamo minimalne zahteve z vidika preizkušanja, standardizacije in certificiranja. Medtem ko v primeru, da pa slovenski proizvajalci vstopajo na tuje
trge Evropske skupnosti, kjer načeloma velja enakost, vemo pa, da so veliki trije, imajo svoja pravila igre, se to pokaže, da je tam ogromno nekih ovir, ne, ki na prvi pogled jih sploh ne zaznaš, ampak ko se s tem začneš ukvarjati, vidiš, da je to kar nekaj let traja, da lahko z nekim novim proizvodom tja prodreš. Kar se tiče zdaj teh kitajskih panelov, moram reči, da zdaj trenutno ne poznam toliko tega primera. Dejstvo je, da je Evropska unija za 6 mesecev je pač vzpostavila pač carine, dodatne carine za uvoz kitajskih panelov in verjetno bodo Kitajci neke protiukrepe uvedli, tako si jaz to predstavljam. Zdaj pojasnjujejo tudi, da seveda zaradi tega bo v Evropi toliko in toliko delovnih mest manj, verjetno tistih, ki so do sedaj te panele montirali. In ker teh panelov kitajskih v Evropi ne bo, bo verjetno tudi fotovoltaična industrija pač manj konkurenčna, tako nekako si jaz to razumem, njihovo kitajsko. Evropska je seveda drugačna, oziroma proizvajalci v Evropi bi se pač radi zaščitili in lažje to plasirali na evropske in pa druge trge. Zdaj, kar se pa tiče gradbeništva, zdaj, če gledam, kaj me je navdalo tudi, kaj gospod Marinče to odprl temo, ne. Dejansko je, jaz vidim rekel, vsaj v bodočnosti priložnost v večji povezavi gradbene industrije in pa avtomobilske industrije. Nekatere slovenska podjetja to že imajo dve divizije in na tem področju so bolj ali manj uspešna. Pred 15 leti smo imeli seminar na temo jeklenih konstrukcij in je arhitekt profesor Gabrijelčič predaval na temo, ali je možno graditi hiše oziroma kot avtomobile. Ne. In takrat je bilo to tako malo še zelo vizionarsko. Pred leti se spomnim, je Toyota šla v to smer in ogromno investirala v Toyota House, se pravi v to smer. Pa se zadeva tudi na Japonskem ni čisto prijela. Jaz verjamem, da bo to v prihodnosti sigurno, ker vse te tako gretje, klimatizacija, prezračevanje, vse to je v hiši podobno kot v avtu in verjetno poslej, ko prej to avtomatiziran. Tako da jaz vidim tukaj ogromno priložnost, da se slovenska industrija na nek način tukaj najde sinergijo, tako industrija gradbenih materialov, kot seveda avtomobilska in da v bistvu mogoče naredi en preskok in tudi je lahko konkurenčna. Ne. Tako da, kje pa imamo naše prednosti, zapravo predvsem tam, kjer smo že tehnološko razviti. Začenjati na področjih, kjer imamo 10-letno zamudo, ne, tam se meni zdi, da je to lahko vprašljivo. Treba je poiskati industrijo, tista zdrava jedra v industriji in jih postaviti v neko vizijo. Vizije pa zaenkrat, saj jaz še nisem uspel kam bi šla Slovenija, ali v turizem, ali v logistiko, ali v karkoli drugega. Dobro, vprašanje za gospoda Petra Karlsona in seveda tudi za gospoda, mislim, da imata svoj mikrofon tam, a ne, hvala, pa tudi za gospoda Friberga. Prav to vprašanje industrijske politike, namreč vama prvima zastavljam to vprašanje, ker vidva vendarle sta v Evropski uniji, živita v državi, potem Južnoafriška republika bo mogoče drugačna zgodba. Kako lahko neka država z industrijsko politiko v sklopu Evropske unije vendarle regulira to povezovanje novih in starih tehnologij, če sploh? Kako je s tem na Danskem? In Sweden, but like I said before, we need to develop all the time, like you also said. We have to be in the front. Yes, a lot of other companies and other countries are competitive, but if we are one step ahead all the time, then we should manage to be in the top. I think we should stay. Was a lot of talking about development and so on in Slovenia, and I think maybe we should go one step back and think the management, the leadership is also important here, so they should have understanding for a technician to make wrong. You have to make wrong sometime to get something good, and I think if we have that, we can get the
motivation in the companies again to really want to do something, to find new things, technician things, heating the house up and so on. But whatever it is, create a motivation with the people, technicians, and accept that they make wrong, and then I think we are a long step ahead. Torej, prej ste omenili v svoji predstavitvi, da v bistvu na Kitajskem pretežno prodajate, ne pa tudi proizvajate. Ali lahko naredite to razliko in razloge, zakaj ne proizvajate na Kitajskem ali pa ne v glavni meri? We have, like I said, when we did this strategic decision many years ago, we decided to focus on the things that we are good at. Get the motivation in-house, get the people to understand this is APT, we make automation, press and tooling. To sell to China is as selling to Germany. It's even worse to sell to Germany because there we have more competitors. But in China, again, we have to be a step ahead because they will, not only China, Korea as well, we talked about that. They even worse to copy our things that we deliver to the country. But we need to be so clever that we have a new thing coming up. Like we discussed with the press hardening and hot forming. Now the next step will be aluminium. We are there. We are in old universities to collect the knowledge, and we have to be again up front, and that's why we can sell. And I think the last year was the second biggest market for us in West China. No, mogoče gospod Johan Friberg, lahko odgovorite na to povezovanje novih in starih tehnologij, orodjarstvo kot neka že uveljavljena tehnologija in zdaj to, kar je povedal gospod Karlsson, praktično pobiranje nekih novih idej, novih tehnologij. Kako vam to uspeva? Yeah. Good question. Thank you. But I think if we go back 10 years ago, we didn't focus. We jump on everything. If it was a progressive die or a transfer die or whatever it was, we tried to build it and we lost a lot of money. So what we decided for 2005 that we will step into this hot forming business. In the mic. Okay. Yeah. Okay. So what we did, we skip everything else. We focus on the hot forming, and we spent a lot of money in the first 5, 6, 7 years. It was extremely costly. But after that, now we are in the lead of that. Our dies are in the top segment. I mean, you measure the dies in the lifetime and the quenching time. And I think everyone need to focus on what they are doing. They should not have 10 niches. It's enough with one to treat that one and develop it. So that is what I think is the major thing to think of here. Kako na orodjarstvo vpliva državna industrijska politika? Ali sploh vpliva pri vas? No, nothing. No, that is the... No. Pa mislite, da bi lahko, da bi morala, imate kakšne predloge? No, I don't. I think I'm a wrong person to answer that one. No, I don't have an answer. Gospod Karlsson? No, because we again, I come back to the management, but we need to have, the government doesn't tell us what to do, but they, of course, and there is no policies,
but we have made our own policies in our company, and this is, I think this is very important that every company do, that we don't get any direct policies from the government now, but internal again, we don't want Taylorism, we want more, leaders need followers, and that's the way today we have to work with, and from that you can make some policies in your own company, but the government, not as I can see now. No, to je zanimivo vprašanje za gospoda Aljošo Huberja. Vi prihajate iz združenja Menedžer, torej menedžerji so tudi vodje, niso vodje. Kako je z menedžmentom v Sloveniji? V zadnjih 20 let smo se ukvarjali, ali pa ste se v glavnem s tem, kako bi postali lastniki nekih podjetij, in zdaj pravzaprav vse padlo v vodo, namesto da bi iskali te nove tehnologije in da bi vsi skupaj šli naprej. Imate kakšno kritično distanco do tega, kar se je dogajalo? Kakšno strategijo? Ja, v bistvu je to obdobje, bi rekel, se približuje koncu, ne? Ko so menedžerji iskali mogoče samo koristi in bi mogoče uporabil tudi lahko besedo, ropali neko skupno premoženje. Zdaj jaz pač na srečo tudi, ali pa tudi po svoji naravi ne spadam med te menedžerje, sem mlajšega kova in čeprav sem približno 10 let že menedžer, prej na Pošti Slovenije, tudi te sem videl pač možnosti, kako se državno podjetje obnaša, veliko podjetje, in potem sem postal podjetnik pred približno 3 leti v podjetju Svetloba. Mislim, da so moji kolegi že dali prej neke stočnice za to, da management seveda pripomore k temu, da se razvoj prelije v tržno vrednost, v dodano vrednost. Menedžer je v bistvu tisti, ki upravlja podjetje in ga dirigira, po domače povedano, z vsemi resursi, ki jih pač ima na voljo. Zdaj v našem podjetju, ki je zelo vitko podjetje, Svetloba d.o.o., proizvajamo inteligentne sisteme industrijske razsvetljave, reflekta, lastne sisteme, ki pač prihranijo 50 do 80% energije glede na prejšnje sisteme ali pa razsvetljavo in se pač povrne investicija v 2 do 3 letih, izboljšamo pa tudi osvetljenost delovnih mest. Ta naš, recimo, poslovni model je tukaj bil prebojen, ker smo iz tako rekoč garažnega podjetja, ki je proizvajalo nišne proizvode, torej strogo za industrijo, industrijske hale, skladišča, logistične centre, so bile prve inovacija, je bila svetilka. To se pravi, mi smo inovativno podjetje, ki smo uspeli z lastnim razvojem, brez neke pomoči tudi ali države ali kogarkoli zunaj. In tudi politike, tako kot ste prej omenili, slovenska industrijska politika na nas ne vpliva, mi si želimo, da bi nam politika samo dala neko pravila igre, postavlja, ki se jih vsi enako držimo in tudi smo enakovredni. Drugo pa smo v bistvu sami odkrili nišo iz potreb trga in izhajali tudi iz potreb trga. Poslovni model pa je tisti, ki nam je potem v nadaljnjem razvoju podjetja, stari smo, za junija bomo stari 5 let, in smo bili start-up podjetje, tudi edino, kaj smo dobili podporo tehnoloških parkov, raznih univerz, kot je Univerza v Ljubljani za računalništvo in tehnična fakulteta v Ljubljani, recimo, smo začeli sodelovati in tega sodelovanja si želimo še več, da se prenaša znanje iz razvojne sfere v gospodarstvo. Tega je recimo premalo. Prej v predavanju gospod Remec omenil, da zdaj seveda vsaj na področju gradbeništva ni več nekih velikih podjetij v Sloveniji, ki bi seveda dobila neko javno naročilo, pa bi ga potem delili po drobtinah naprej. A je zdaj to za vas kot majhno, kot ste sami rekli, garažno podjetje dobro, boljše ali slabše? Kako to komentirate? V
bistvu mi, tako kot sem povedal, ne, se opiramo na svoje resurse. Želimo si seveda, da bi recimo država postavila te okvire in dala na voljo sredstva res takim rastočim, mi smo v bistvu hitro rastoče podjetje, nismo več garažno podjetje, ne. Čeprav smo zelo vitki, prisotni smo že na 5 trgih z lastnimi podjetji, Hrvaški, Avstriji, Rusiji, Češki, Nemčiji, tudi Združenih Arabskih Emiratih že svetijo naši sistemi in tako naprej. Mi se pač prizadevamo iz svojih lastnih resursov in svojim lastnim v bistvu in svojo lastno organsko rastjo tudi naprej rast. Mi osvajamo nove trge in gremo v tujino tudi zato, ker je to del naše strategije, ne toliko zaradi tega, ker bi mogoče toliko to hoteli, čeprav nam je mogoče v krvi vsem, ki delamo v našem podjetju, neka popotniška tudi žilica in pa tujina, no, nam je zelo blizu. Dobro, gospod Robert Williamson, vi ste predsednik Orodjarskega združenja Južnoafriške republike. Južnoafriška republika je zdaj zadnje čase omenjena kot dodatek, tista črka S, v zelo popularni besedi, da ne bom rekla mantri, BRICS, to so Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in seveda Južnoafriška republika, South Africa, ki so rastoča gospodarstva. Povejte mi, kako to vam uspeva? V čem ste vi drugačni kot mi? Namreč tudi pri vas je prišlo v zadnjih 20 letih do velikih družbenih sprememb, pa ste vendar uspeli ujeti ta momentum, ta trenutek, da ste šli naprej v rast. Evropa pa ne, recimo. Well, thank you very much for the compliments to our country. I think it's by continually looking at innovation, new means of communication, and making sure we've got a fine balance between accommodating different views and effective execution. If we take this and we apply it to our own national tooling initiative, we start from the premise that there is no such thing as a strong and vibrant manufacturing industry if you don't have an effective tooling industry. So working from that, we've got common grounds to move forward. What we've then done is formed a private and public partnership between government and the industry. But it's the tooling industry's intent to rehabilitate itself for the benefit of manufacturing industry, not solely for its own purpose. So I think, simply put, it's this continuous commitment to dialogue, finding common ground, and steadfastly moving forward. Torej, zdaj, če prav razumemo, orodjarstvo je to, ki mu daje država še poseben pomen, za razliko od Evrope, kjer tega ni, in pa seveda tudi javno in zasebno partnerstvo. To sta dva dejavnika. Ali nam lahko kaj več poveste o tem javno-zasebnem partnerstvu? Kako ga vi uresničujete, da je uspešno? Namreč pri nas nam to nekako ne uspe. Thank you very much. Yes, well, in the last 20 years, our industry has actually declined to the point where we are only capable of producing or supporting industry to the tune of approximately 20%. And our market is worth 1.5 billion euro. So it was very critical that we would work together with government, represented nationally by our Department of Trade and Industries and provincially by the various departments of economic development, and create the forums where we would have dialogue. So these forums not only consist of government and the tooling industry, but we also invite effective participation from other downstream players, such as academia, industry, our colleges of technology, organized labor, etc., to make sure that everybody's understanding that we're moving forward for the benefit of all. It does help, of course, that our government has recognized the need to rehabilitate ourselves, and we are currently a line item on our national budget, so that the forums are financed as far as their organization is concerned.
clearly over a period of time, it is our intention to develop our own income streams. But as I said earlier, it's not just about creating the forums where you have the dialogue. You also have to have effective execution. And to that end, our association created and equipped our own project management company to roll out the program for the benefit of our industry and the country. Torej, kako konkretno vam pomaga država? S financiranjem ali še kako drugače? Yes, we do get direct financial assistance. It's been for the last 2 years specifically aimed at skills development. Some of the programs that we have developed have been very innovative in so much that they're specifically designed to identify inherent skills. It's a reality. We have sections of our community which have been seriously economically disadvantaged. So it's incumbent on us as an industry to identify somebody who has these talents, nurture them and develop such that as we bring our industry forward, it's seen clearly it's for the benefit of all. But all sections of our economy must be effectively involved in its growth and its wealth creation. But yes, we do have effective participation on our company's boards, both at national and provincial level, from government. Gospod Marinšek, tule imamo zadnje poročilo o globalni konkurenčnosti Slovenije. Bom kar citirala iz te revije, ki jo imamo vsi v torbah za danes, smo dobili. In sicer na lestvici globalne konkurenčnosti, ki jo pripravlja Svetovni ekonomski forum, je Slovenija v zadnjem letu napredovala za 1 mesto in zaseda 56. mesto med 144 sodelujočimi državami. Zanima me, ali je to dobro, ne? Recimo za nami so države Ciper, Madžarska, Bolgarija, Slovaška, Romunija in Grčija. Ja, to je podatek, ki je vzeti izven konteksta. Jaz mislim, da bi bilo treba seveda povedati, koliko mest smo prej nazadovali. In nazadovali nismo samo za 1 mesto, ampak za 10 in več mest v nekaj letih. In to je tisto, kar seveda treba upoštevati tudi pri strategijah in politikah tehnološkega razvoja. In tudi to, kar so dosti mojih kolegov dosti že omenilo, ali pa predvsem kolega, oziroma gospod Karsten iz Švedske, da če hočeš priti do učinkov, potem moraš postaviti eno linijo in jo moraš držati. In ta linija te bo koštala, ampak seveda, če si jo dobro postavil in če vanjo verjameš, potem pride do kumulativnega učinka in potem si lahko seveda prvi na nekem področju. Jaz mislim, da mi imamo, seveda zdaj, s tem sem jaz mislim odgovoril, da po moje seveda ni dobro to in da bi morali pogledati, kako bi izboljšali. Jaz se lahko vrnem samo na to, kar sem prej rekel, da na začetku, da seveda mi bi morali znati novo znanje, nove rešitve, ki jih ustvarjamo, boljš spravljati na trge. In tega ne znamo dosti dobro, zato ker pač delujemo vsak v okviru svojega vzorca, poslovnega, kulturnega in pri čemer pa seveda v tem okviru tega delovanja prodajemo tipično etablirane produkte, etablirane storitve, ki so zrasle pač na osnovi neke tradicije, in ko razpolovni čas tehnologij ni bil tako kratek. Zdaj je tehnološki čas, razpolovni čas tehnologij, novih tehnologij, bistveno krajši, se krajša in to seveda pomeni tudi, da treba nove poti pri uveljavljanju, pri prodaji svojih rešitev na trg uvesti. Nove poslovne, to se pravi, da tisti namišljeni prodajalec, seveda ni namišljeni prodajalec, ni dejanski prodajalec, ampak nov poslovni model.
Torej zdaj med temi poslovnimi modeli, recimo, če primerjamo dva. Gospod iz Južnoafriške republike govori seveda o državni podpori in zavedanju države, kako pomembno je orodjarstvo. Seveda je veliko vprašanje, ali je v sklopu Evropske unije to možno, da bi mogoče podpirali res orodjarstvo, kajti orodjarstvo nam da možnost, da se zelo hitro prilagajamo z novimi orodji, ne, v svoji industriji in da ne uvažamo vsega, kar potrebujemo. In drug poslovni model recimo je ta, da se osredotočimo, kot sta povedala gospoda z Švedske, da se osredotočimo na nišo, kjer smo res najboljši in pustimo vse ostalo in v to nišo vse investiramo. Kje vidite vi rešitev za Slovenijo? No, jaz mislim, da to je tudi vprašanje, ki je kolega Remec ga načel, ne? Kje so naše prednosti? Jaz mislim, da moramo naše prednosti iskati tam, kjer imamo kompetence in kapacitete. Kompetence po celotnem življenjskem ciklu razvoja ali pa po celotni verigi vrednosti. Od kompetenc na področju osnovnih znanj do kompetenc na področju industrijskega raziskave razvoja in do kompetenc na področju proizvodne, izvajanja, implementacije storitev produktov in prodaje na trgu. Vsi trije segmenti morajo biti kompetentni in morajo biti zmogljivost in poslovne cilje. Če rečem kapacitete, seveda sem te noč spakiral, seveda ne samo, da je zadost proizvajalcev ali inženirjev, kakorkoli, ampak da so tle odzad tudi poslovni cilji gospodarskih subjektov, ki zasledujejo, rekel, nek cilj in ga poskušajo spraviti v življenje, seveda na dolgi rok. In tukaj pride seveda poštev tudi ne samo raziskovalci in inženirji, ampak vodstvo podjetij, tako kot je bilo že omenjeno, ki verjame in ki daje, rekel, dušo ekipam, skupinam, timom, da zasledujejo ta skupen cilj. No, recimo kot strokovno-raziskovalni svetnik na Inštitutu Jožefa Stefana, pa vodja tehnološke mreže in vodja kompetenčnega centra, kaj se vam zdi, kje smo mi najbolj šibki, kaj bi vi spremenili? Kajti včasih se zdi, da strokovnjakov imamo veliko, ne? Saj imamo ogromno doktorantov, mladih raziskovalcev, ki zdaj ne dobijo nobene službe, pa čeprav so študirali tehniko, ne? Niso študirali nekega družboslovja. Zakaj pri nas ne pride do pretoka znanja v prakso? Skupni cilj. Jaz bi to najkrajše postavil tako. Tem različnim skupinam ne znamo dati skupnih ciljev. In če recimo, kot parafraza, če vzamem rečem, da mi rabimo prodajalca rešitev, ne, smo to že preko alocirali, ta cilj prodaje na enega konkretnega človeka, namesto da bi bil znotraj tega tima. In ta tim, kjer vsak upravlja seveda en svoj del dela, ampak za skupen celotni je bilo po cilja, je to, da pač razviješ nekaj in spraviš na trg in z tega ustvariš eno dodano vrednost. Tega mi ne znamo dati. Mi imamo pa te podsisteme, te skupine ločene, včasih so celo v slonokoščenih stolpih in to je glavni problem, da se potem v tisto, kar podajamo, ne pritaka dovolj znanja ali pa preko samo v izjemnih primerih ali pa uprko svega. Kljub vsemu. Ja. Dobro, gospod Remec, povejte nam, kako pa vi gledate na to? Zdi se, da te kompetence imamo, ampak mladi ne dobijo službe in še več. Mladi visoko izobraženi z doktorati tehničnih ved. Je res samo vprašanje postavljanja nekih ciljev ali je tukaj drugega? Ja, jaz, ko sem poslušal moje sogovornike tukaj, sem prišel nekako do enega tazga, rekel, razmisleka. Namreč, tako skandinavski model, ne, ni verjetno prenosljiv direktno v Slovenijo. Ne, gre za tradicijo, gre za višje etične in moralne standarde. Tudi dežele BRICS imajo neko značilnost, da so na nek način tržno gospodarstvo z podporo države v ozadju. Verjetno to za Slovenijo kot majhno deželo praktično zelo težko karkoli od tega vzamemo. To, kar je gospod Huber kot primer manjšega SME primera podjetja, kako lahko za podjetnostjo uspeš. Se pravi,
To je sigurno en odgovor, ne, ki je sigurno za Slovenijo je ena opcija, je ta, mislim, ena od odgovorov je ta, da je treba pač dati podjetnosti nekako odpreti vrata, ne, se pravi, da bo lepo, da bo lahko svobodno dihala. Hkrati verjetno je pa treba tudi za večja podjetja, že etablirana podjetja, ki imajo proizvode, zapravi, ki jih izvažajo in ki imajo že tuje trge, na nek način še dodatno v bistvu mečkam poriniti naprej, ne. Ker trenutno je situacija tudi zaradi financiranja in vsega tega je rahlo v bistvu pad pozicija in to se skupaj ustvarja eno tako slabo klimo, ne. In jaz mislim, da moramo gledati to večplastno, ne. Vsekakor pa rabimo, mislim, neko vizijo, ki mora nekdo v vlogi liderstva vsem nas navdihniti, da gremo naprej in da se ne ukvarjamo s preteklostjo in se samo zgubljamo v nekih brezplodnih debatah. Mogoče tudi ta današnja lahko tako izveni, ne, ampak jaz upam, da bo nekako prevladal tisti zdrav razum in bomo videli tiste svetle točke. Tako da jaz se strinjam, razna združenja, tudi tega, ki jaz zastopam, se pravi, sami ne bomo nič mogli narediti, samo vsi skupaj, predvsem pa verjetno je potrebno vzpodbujati oziroma na nek način tudi že v mladosti vzgajati podjetnost, podjetništvo. Tega je definitivno v Sloveniji premalo, ne. Zaradi pač prejšnjega, rekel, 50-letnega stanja, pač, ki na nek način ni dovolj vzpodbujalo, ne, zapravi predvsem na individualni ravni podjetništva in pa seveda tudi tranzicije, ki se je na nek način spridla v iskanju pač ali pa v reševanju lastniških rekel, pozicij, ne pa rekel, dodane vrednosti in pa uspeha na trgu, ne. Tako da tle nekje... Torej ta vizija, ki jo omenjate, ali naj bo na mikroravni podjetja, na ravni regije, države, Evropske unije, kje naj bo ta vizija postavljena kot skupen cilj? Ja, Evropa postavlja, ne, ampak ne moramo vse od tega pričakovati. Moramo pač to tudi pri tem sodelovati, biti proaktivni, poskušati iz tega potegniti, kar se da. Država mora postaviti en okvir, se pravi realni okvir. Jaz sem rekel nasprotnik stalnemu spreminjanju zakonodaje in vsega tega, ker mislim, da ne prinese nič, razen da še večjo zmedo vnaša, ampak je treba let's do it, ne, treba je narediti, ne, in tega nam manjka, ne. Mi smo mogoče Slovenci hočemo biti najboljši vsem, ne. Ne znamo pa do konca speljati, narediti in v bistvu potegniti iz tega en dobiček in tudi dolgoročno graditi firme. In zato so taki primeri manjših podjetij, ki so uspešna, jaz mislim, da to je tisto, kar nam mora biti vzpodbuda in zgled, ne. Gospod Marinšek, ste želeli komentirati? No, jaz mislim, da je to en proces, ki mora teči obojestransko, od zgor in navzdol, ampak predvsem pa od spodaj navzgor, se pravi na mikroravni, na ravni posameznih podjetij, posameznih institucij, posameznih skupin, ki seveda gojijo, rekel, eno svojo vizijo, tehnologijo, znanje, poskušajo to udejanjiti. Potem pa seveda nabirati sinergijo, povečevati kritično maso in to nabiranje sinergije, povečanje kritične mase, seveda pa se lahko s pametno politiko na nivoju države ali pa regije ojačuje. In se povečuje potem seveda, bi rekel, lahko z tega rata en velik poslovni sistem ali pa bi rekel en virtualni sistem, pa množica virtualnih sistemov. Treba tudi vedeti tako, da je celoten gospodarski sistem je en ekosistem majhnih in večjih in velikih podjetij. In da je to, in da je dovzetnost ali pa stopnja inovativnosti znatno večja v manjših sistemih, kjer ni dosti inercije. In da se v teh novih majhnih sistemih generira tudi en presežek te inovativnosti, ki seveda lahko se porabi za rast tega podjetja ali pa v tem ekosistemu v sodelovanju z večjimi podjetji za sodelovanje z velikimi podjetji. In v bistvu ta inštrument, bi rekel, skupine, ki diha, ki je deležnik celoti v nekem cilju in procesu, to tudi velika podjetja morajo uporabljati, če hočejo, da zadržijo zadosta stopnjo inovativnosti. Zato ker
to smo pa zdaj tudi z različnih koncev slišali tudi že danes, ne, da če ne postaviš enega procesa, ki omogoča stalen pritok znanja, stalno inovativnost, potem zgubiš tisto pozicijo. Si lahko zdaj ta trenutek dober, mogoče najboljši, čez 2 leti si pač nekaj srednjega. A vam to uspeva v tem kompetenčnem centru, pa mreži tehnologija vodenja in tako v vseh teh ustanovah oziroma oblikah organizacije, kjer ste? No, tako. Jaz mislim, da kompetenčni center je en inštrument, ki je gotov korak naprej s ciljem, da bi povezal deležnike iz teh različnih skupin v skupen cilj. Skupen cilj, ki je skupen cilj tako za podjetja, kot za raziskovalne institucije. Seveda skozi to, da je to cilj tudi ljudi, ki tam delajo, ljudi, inženirji, raziskovalci, skozi to se to udejanja. Skratka, ko ti ljudje skupaj delajo na razvoju neke storitve, tehnologije in seveda, če ti ljudje potem z razvojem te tehnologije, da jo spremljajo do trga, potem ustvariš en nov poslovni model. Ko povežeš vse te, rekel, nosilce teh 3 segmentov, da temu reči, v skupen virtualni sistem. Ste to že naredili, vam je uspelo? To delamo, ne, to je zdaj kompetenčni centri so zdaj, rekel, 3. leto in jaz mislim, da po rezultatih, ki so do zdaj, lahko rečemo, da je znatno več tehnoloških rešitev generiranih in imajo možnost, da se uveljavijo na trgu, če bomo ta proces nadaljevali. In to je pa zdaj tisto, številka, ki je bila danes omenjena, 6 do 7 let nas je dosti stal, ne. V resnici je to en proces, ki traja ne 3 leta, ne 5 let. To moraš seveda ustvariti eno kulturo sodelovanja, skupnih ciljev in to traja 10 let, 15 let, moraš držati. Potem seveda je pa ta kumulativni učinek tak, da lahko znatno poveča ali pa pozicionira to skupino, regijo, državo na nek višji konkurenčni nivo. Dobro, gospod Karlsson, pa seveda tudi gospod Friberg, to je vprašanje za oba vaju in vaju prosimo, da malce razložite vaše, bom rekla, skandinavske razmere. Namreč velikokrat slišimo, da ima kriza veliko obrazov. Recimo, če gledamo kakšne tuje televizijske mreže, poslušamo sogovornike, oni pravijo, da krize pravzaprav ni v azijskih državah, da je kriza pač samo evropska, pa tudi v Ameriki, da te krize že ni več. In seveda, če pogledamo Evropo samo, zdaj recimo v mediteranskem delu bi lahko rekli, da je kriza predvsem v brezposelnosti, pa morebiti v tem pomanjkanju likvidnega denarja, ki ga banke nimajo več. Ampak, če pa gremo bolj proti severu, ima pa tudi ta kriza več obrazov. Prav zdaj tu slišimo, da v Sloveniji praktično se kriza poleg vsega naštetega kaže tudi v neki nekulturi, nepovezovanju, nesodelovanju. A nam lahko vi odkrijete, kakšna je pa ta kriza v Skandinaviji, če jo sploh imate? Thank you. Like everyone knows, there have been and still is a crisis, and I don't agree with you because you say the United States is not in a crisis anymore. I think I think Germany and further up Scandinavia and even England now is starting to grow. We have reached the bottom, you say like that. What I hear in different industry, in the metal industry, is that sub-suppliers get more orders. They have more inquiries. It's starting to move again. But of course, we still have to think about that. Media still talks about the crisis. It's like. When it's a crisis, then media starts talking about the crisis 3 months later. And then when the crisis is over and starting to go up, the media also will still talks about the crisis for 3 months more.
the point is, I think, of course, it's not good. We know Spain, we know Italy, and so on, and Greece, of course. But I am, like said before, that I'm optimistic. Even UK and England now is growing. For the automotive market, they haven't made so many cars last year since 1972, and that was the golden year for cars making in UK, 1,800,000. They will make over 2 million cars in 2014-15. That's what they believe in, and that is a very good signal for whole Europe, in my thinking. But maybe you're correct. I think that North Germany is growing, and the way up, because I think as well we have little more strict how we have to do when we have a sunshine story like Mr. Hubert. That story should be told everywhere, because that is exactly how to do it. It's in my eyes, that story should be told everywhere in Slovenia, that you can do this, we could, then you can do it too. Torej, na račun česa je vam uspelo, da ste že dosegli dno in greste zdaj že proti vrhu? Namreč na tem srečanju podeljujejo organizatorji tudi nagrado oziroma priznanje Taras, ki je pravzaprav nagrada za povezovanje znanja in znanosti in implementacijo v praksi. Ali mislite, da je to tisto bistveno, za kar gre pri celi stvari? Kako je vam to uspelo? I still think, like I said before, management and followers and leadership and believe in and of course saving. Every company 2008 will start at 7-8 start saving, and they put down, so they even APT now, if we have a really bad year in a couple of years, we are prepared. We can go down without go on a smoking fire, like we said, and still manage to survive. This, I think we learned of 2002, 2003. And then, of course, it came back like a shock in 2007. But we were even a little bit prepared. We have been there before, even if this was worse than it was when we started 20s. But I think I don't say we saved through it, but I would say that we looked into what we had in our back garden and what can we do to make this more effective. And when you can do that, then you don't have these costs that you have if you do everything in-house, if you say like that. Spread your finger, but still focus on what you are doing. That's my point. And I think Sweden, Denmark, Scandinavia, Norway, of course, because they have oil, so they are lucky now. But it's a common, like Slovenian people, you are close to each other, and you should have a big possibility to build this up together. And that's what I mean with the groups we were talking about before. I think that's the main thing. Gospod Friberg, če bi vi seveda konkurirali za to priznanje Taras, jaz mislim, da bi ga vaše podjetje dobilo, namreč, kot smo lahko videli iz vaše prezentacije, resnično združujete ogromno teh znanj in me zdaj zanima, kako pa vam to uspeva. Thank you. The key is still what I say before is to focus. You need to focus
I mean, Peter mentioned spread your fingers, but of course spread your fingers in one niche. That is important. And I mean, to stay on top, I mean, it can take 1 year, and you lose the position. You need to see what's coming the next year and the year after that. You need to make the analyze. If you are on the market, you need to analyze it to see. I mean, it is different. We have been in China for 20 years now, and we have knocking on doors for 18 and a half years, and now we have big release. We are selling really much things there. But China, they have some other demands than if you take Germany, for example. I mean, there is huge difference in technique and what we are selling there. Because in Germany, they are more focused on, they are also focused, but in a different way. Now we are going into Brazil. We are making an analysis of their market as well, and we are seeing the needs that they have, and they are similar like they have in China, for example. So, I mean, it is different. So, different focus on different places, but on the same thing. Nam lahko predlagate kakšen model za povezovanje znanja, seveda za izdelavo vseh teh vaših produktov, ali vi uporabljate lokalno znanje tiste države, kamor pridete, ali predvsem svoje lastno? Tough questions. What should I answer here? Of course, we use our own knowledge in different markets. Can you tell me that question again? I didn't understand it quite well. Torej, tema, o kateri govorimo na vsem tem industrijskem forumu, je povezovanje znanja med univerzo in pa podjetji. Kako implementiramo to znanje? V Sloveniji imamo veliko nekih ustanov, kompetenčni center, neke platforme. Samo včasih se nam zdi, da nam to na nek način narekuje Evropska unija, da sledimo nekemu modelu, potem pa nikakor ne moremo spraviti tega povezovanja v prakso do take mere, da bi živelo samo zase tudi naprej, ko se izčrpajo ta evropska sredstva. Ne? Yeah. We have a lot of these groups in Sweden as well before. I mean, we was a really big tooling company, and we have different type of association for different type of tool makers. So for tool making in steels, it was one group, in press, in plastic, another one. But what's happened in Sweden since the last 20 years is these tool companies more or less disappeared. From 250, which has more than 15 employees, we are now, I think we are down to 20 or something, 15, 20. So I don't know if we have a good model in Sweden or help from the government or help from that kind of groups. We don't have that. I think in APT we have focused in one thing from the beginning. Again, we come back to this focus and invest a lot of money. But I think you need to analyze if you have what kind of product you can be really good at, and if you are really good at it, it sells itself. Dobro, gospod Huber, kaj pa vi rečete na to? Kako ste pa vi uspeli s tem, pogojno rečeno, začeli ste kot garažni posel, pa potem povezovanje znanja, ste vse razvili sami, kako je vam uspelo? Ja, poleg tega, pač naš uspešen model, mogoče poslovni model, je tudi v tem, da so to, kar je prej gospod omenil, da smo tudi ostali vitki in da outsourcamo ogromno stvari, tudi del razvoja, ki je pripomogel k temu, da smo prišli do naših inteligentnih sistemov razsvetljave, tudi del razvoja še danes imamo outsourcan. In kolikor vidim, zdaj tukaj smo, mislim, da podali dobro podlago za neko konkretno mogoče rešitev, mogoče nam to manjka, ker skozi iščemo, kdo pa bo to udejano zdaj, ker smo
danes navedli dosti mogoče stvari, ki so mogoče že znane, o katerih se govori že dolgo in tudi na začetku ste izpostavili, čemu šele zdaj govorimo o tem, če bi pa mogoče že pred 20 leti morali, ne. No, eno dejstvo je, da razvoj gre vsako leto naprej in da vsako leto treba se to spraševati, kaj pa bo naslednje leto ali pa naslednjih 5 let predvideti, ne. Res je, da se ti časi planiranja 5 let seveda krajšajo z razvojem in prenosom znanja informatike in ostalih zadev, mislim informacij, ne informatike, ampak informacij. In ne vem, kot vidim, da nam tu mogoče, kdo pa je tisti organ, kdo pa je tisto telo, ki bo pa zdaj to spravilo, vse te kompetenčne centre, vse te platforme, podjetja, ne vem, inštitute, univerze skupaj, ne. Zdaj mi v združenju Manager, mogoče, če se še na to navežem, ne, kot član, ki sem ponosen član tega združenja, ki se mi zdi, da tam se rojevajo ideje, kako to recimo v prakso prenesti, ne. En temeljni dokument programski obstaja v združenju Manager, ki se imenuje Zaveza za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020, ne. In z njim pozivamo v bistvu k dogovoru, to, kar smo prej govorili, med gospodarstvom, politiko in pa državljani, da bi Sloveniji pomagali preboju med 15 najbolj uspešnih oziroma najrazvitejših evropskih držav do leta 2020. Se pravi, pozivamo k akciji, k dogovoru, k tem skupnim ciljem, se pravi, nastavitvi skupnega cilja in smo tudi dali te pobude, ki sem jih malo prej tudi omenil, ne, in se tičejo na eni strani samih nas menedžerjev oziroma podjetij, ki smo si, recimo, zadali smo si 10 področij odgovornosti managementa. Tu imam en mali tak švingelcetlc, ker sem tole malo še zraven poskušal vključiti na mesto kolegice, ki jo danes nadomeščam iz SVE. In v bistvu sem že povedal večino tega, izpostavili bi mogoče teh 5 menedžerskih odgovornosti oziroma odgovornosti podjetij, gospodarstva. Eno je, da nastavimo donosne in učinkovite poslovne modele, ki jih vodimo. En primer smo mogoče mi manjšega podjetja, tako kot je prej kolega omenil, imamo manjša in srednja podjetja, ki jih po moje je potrebno v Sloveniji dati jim pač proste, bi rekel, roke in jim mogoče pomagati bolj pri razvoju in pri izvozu. Imamo pa velika podjetja, ki jim pa ustaljene neke dobre prakse, dobre proizvode, storitve, ki pa potrebujejo v bistvu podobno kot majhna in srednja podjetja, ne sicer, da so brez dna, ampak da se jim pomaga pri preboju, tako na politični ravni, kot sami gospodarski razvojni ravni tržni, tudi v tujini, ne? Ker na koncu koncev majhno ali pa veliko podjetje prodati mora svoj proizvod in ta proizvod mora biti tehnološko razvit ali kakršnokoli dodano vrednost mora imeti, tako smo prej tudi govorili, ne. Torej, govorimo torej o razvoju, o novih trgih, o spodbudi za torej, vlaganje v raziskave, razvoj, prisotnost, torej potem dosti je potrebno tudi marketing omeniti tukaj, ne. Marketing močno pomaga prodaji. Mi v našem podjetju pač dosti damo na besedo inteligenca in imamo tudi inteligentni marketing, ki podpira prodajo. Potem so tu razvoj dizajna, v katerem smo Slovenci lahko zelo uspešni. Imamo zelo uspešna tudi dizajnerska podjetja, oblikovalska, od Gorenja, ne vem kaj vse, imamo velika podjetja, ki so res dobra, zanimiva. In pa lastne blagovne znamke, ne. To je pa tudi en izmed naših ciljev, je bil ne samo prodajati, ampak tudi se etablirati kot mednarodna uspešna blagovna znamka Reflekta, zato smo izbrali tudi takšno ime, ki ni Svetloba d.o.o., ker žal Svetloba v tujini noben ne ve, kaj pomeni, žal, ne. Čeprav je zelo posrečeno ime v Sloveniji, za to, kar mi delamo sploh. In smo šli v ta razvoj blagovne znamke in naša ambicija je, čeprav smo se razvili iz garažnega podjetja, da postane naša blagovna znamka Nike v industrijski razsvetljavi. Konec koncev si upamo to biti tako ambiciozni.
videli smo tudi, Microsoft je tudi bil garažno podjetje, pa je prerastel svojega, bi rekel, učitelja IBM, ne. Torej Nike v smislu njihovega slogana Just do it, ali kako? Ja, tudi v tem, ta je zelo posrečen slogan, ne, mi imamo slogan recimo Illuminating for a better world, in bolj pa mislil sem pa bolj v smislu na prepoznavnosti pač, ki olajša potem seveda tudi prodajo, ker je zaupanje v proizvod za tako blagovno znamko seveda večje in mislim, da nam je v Sloveniji že dobršen del to uspelo. Zdaj nas čaka ta težka naloga v tujini, ustvariti to blagovno znamko. Dobro, gospod Remec, kaj mislite, kaj je lahko zdaj tista povezovalna panoga? Recimo, tu imamo primer orodjarstva na nek način, vi zastopate gradbeništvo, ki bi lahko bilo, je to marketing, je to ekonomija, kaj točno bi bilo lahko ta panoga, ki bi na nek način strnila, da bi tudi mi prišli od tega know-how, torej tega, da vemo, kako nekaj narediti in o tem govorimo, do duha, ne, do tega Nikejevega slogana, da bi to preprosto naredili in nehali govoriti o tem. Ja, jaz mislim, da sem že prej rekel, z mojega vidika je to podjetnost. Ne. Enostavno je treba se tega lotiti, rekel, imeti dobro poslovno idejo, ne, in potem uspeljati. Zdaj, kdo je lahko povezovalec, to je verjetno lahko imamo določene usmeritve v Sloveniji. Ne. Se pravi, dober primer recimo je, že marsikateri minister je rekel, da je pa turizem, ne, v Sloveniji, ne, zdaj prioriteta, pa so vse turistične podjetja so bila v minusu, ne, recimo, ne, to mora biti to jaz ne vidim neke prioritete, ampak je pa recimo svetla točka Postojnska jama, ne, ki se vidi, da z novim lastnikom se zadeva razvija, ne, in ima neko vizijo in okrog tega se se v bistvu krepi, ne, tudi neke dodatne, rekel, spremljajoče dejavnosti. To se pravi, če imaš idejo, če imaš vizijo, se da narediti. Verjetno podobno velja za gradbeništvo. Seveda gradbeništvo je samo to, da boš v Sloveniji, mislim, da je avtocestni križ bil dosti velika šola, ne, da je to premalo, ne, da je treba gledati vedno vse tri vidike, ne, tako kot dodano vrednost, to se pravi dobiček podjetja, treba je skrbeti, da ne uničimo okolja in pa da je seveda to se pravi, da se družba ob tem razvija. Torej, vse te tri ključne trajnostne vidike je treba zelo smiselno povezati. Ne. Če eden od teh izpade, potem zadeva nima tiste prave vrednosti. In jaz ne bi dal kakšnih posebnih, se pravi, mi moramo sprostiti stvari, enostavno se moramo malo znebiti vseh teh travm, ki jih imamo, tudi, kar se tiče davkov, seveda vse te stvari treba znižati, ne da jih v bistvu višamo in potem ponovno delimo, ne, ker mislim, da to povzroča samo dodatne, kako bi rekel, dileme in pa skušnjave nekaterih. Se pravi, čim bolj je treba stvar, se pravi, kako ste rekel, vitko, ne, tako za podjetje, vitko podjetje, se pravi, vitka država in jaz mislim, da to je za Slovenijo kot majhno državo je to prava rešitev. No, ampak se je pa zdelo v nekem obdobju, dokler ni napočila ta finančna kriza in tudi kriza nasploh, da je pa vendarle to, bom spet ponovila to mantro, globalno segrevanje, trajnostni razvoj, da je pa to tista povezovalna in gonilna sila, ki bo mogoče popeljala vse te industrije ven. Recimo nenazadnje v gradbeništvu bi res lahko štartali z energetsko sanacijo stavb v Sloveniji. Tu pa imamo kaj narediti, ne? Zakaj pa to ni ta povezovalna vloga gradbeništva? No, definitivno je, ne. Mislim, vsi se zavedamo, da če gledamo globalno, svetovno, je vsega preveč, ne. Čeprav je nekje seveda tega premalo zaradi takih in drugačnih političnih razlogov. Ampak in se moramo vedno zmišljavati neke nove, tako kot se mora farmacevtska industrija zmišljavati nove bolezni, tako je tudi ena od teh stvari je verjetno globalno segrevanje in pa trajnost in tako naprej. Ampak mi moramo zaposliti, ne, ljudi, da bojo nekaj delali, ne, ker to očitno je naš smisel, ne, in jaz vidim v tem priložnost, čeprav je to čist realno rečeno, da bi lahko živeli tudi brez tega in kakorkoli na nižji stopni, ampak to smo si zadali in seveda je to v tem sigurno poslovna priložnost. In zakaj ne bi izkoristili, ne? Slovenci imamo kar nekaj podjetij, ki so tukaj, jaz sicer
vsi ti kompetenčni centri in tako naprej. Zdaj, koliko prinesejo, jaz ne vem, ne, recimo vem, da v tem gradbeniškem za inovativno in trajnostno gradbeništvo, zdaj Hidrija je postala evropski zmagovalec na področju inovativnosti. Imamo, ne, zmagovalce imamo, ne, se pravi, težimo k zmagovalcem, ampak zdaj vprašanje, ali to pol tudi implementiramo v dobičke podjetij in pa v pač boljše življenje, ki si ga pač želimo. Torej, zakaj se to v Sloveniji ne zgodi, ne? Mi potrebujemo energetsko sanacijo stavb, imamo veliko lesa, lahko bi imeli vsaj v tem smislu zelena javna naročila, pa še vedno nimamo nič. Ja, zelena javna naročila imamo, ampak nekako ne delujejo, ne, zdaj iz večjih razlogov. Enostavno mogoče, jaz se dostikrat vprašam, ne, ni kritične mase, ne, Slovenija je majhna, zato je problem, ne, karkoli si dodatno predpisujemo, karkoli dodatno se izmišljujemo, nas bolj kot ne ovira, ne, se pravi, čim bolj simple as possible, ne, in to mislim, da je za majhno deželo, kot je Slovenija, je recept z moje strani. Zdaj, seveda moramo pa seveda slediti te svetovne trende, ker če je trajnostno gradbeništvo, če ga Evropa podpira in če je to pač tisto, v kar se vlaga, ne, potem jaz mislim, da treba izkoristiti. Ni pa to edina rešitev in jaz mislim, da tle treba pač gledati, tako kot je v podjetju, ne, zelo lepo so povedali gospodi, ne, iz Švedske, ne, da mora vsak let posebej treba analizirati, iskati nove priložnosti, skozi treba to poganjati. Ne. To ni nekaj stalnega, ker bi lahko v bistvu postavil en okvir in potem bi to teklo namazano leta in leta. To dejstvo je, da je treba, se pravi, podjetniško razmišljati iz koraka v korak. Gospod Marinšek? Jaz mislim, da obstaja množica poslovnih modelov za uspešnost in preboj. Dve sestavini morata biti. Inovativnost in podjetnost. Zato rabaš pravzaprav dve še bolj osnovni značilnosti in to je optimizem pa zdrava pamet. Brez tega ni niti inovativnosti, niti podjetnosti, mogoče še česa drugega ne. Zdaj, nas, ko govorimo o Sloveniji, nas je zadela nesreča, da so se ti dve sestavini, namesto bi se bohotli, se pravzaprav umikata. In to je skozi eno sistemsko birokratizacijo, ki spreminja vrednote, skupne vrednote, način odločanja, komuniciranja v družbi tudi. In ki postavlja pod vprašaj tako podjetnost kot inovativnost. Brez ljudi, ki verjamejo v tisto, kar delajo, ni uspeha. Jaz mislim, da to je več kot pol zgodbe. In to, da se pogovarjamo pač tisti, ki smo optimisti, včasih rečemo naivni optimisti, ali pa optimisti do konca, to je tisto, kar je potrebno, nujno potrebno, da se ta kultura, ki je zdaj v recesiji na nek način, ta kultura podjetnosti, začne ponovno in močneje uveljavljati. Kako v takem mehkem prostoru, kot je Slovenija, ki je premehna, da bi dejansko lahko gostila podsisteme, kulturne podsisteme, ker se pa vsi poznamo med sabo, to je en velik izziv. Za vse nas. Gospod Williamson, vi v tem omizju ste edini, ki imate nekakšen možen vsaj pogled od zunaj, kot bi rekli out of the box pogled. Zdaj, ko poslušate to našo razpravo, ta pogovor, kakšno diagnozo bi določili, v čem je naš bistveni problem in kakšno zdravilo bi nam predpisali? Thank you. I think I can best answer that question by emphasizing the two principal issues which are affecting the stability and the growth of our own economy. The one being youth unemployment and the second being skills development. Now, our program aggressively deals with skills development. And I don't think I need to emphasize to my colleagues in the tooling industry
there is no bigger multiplier in employment creation than the tool-making industry. So my answer is make sure we keep focused, understand what our country and our economies needs, and play our part. Kako bi vi razlikovali Južnoafriško republiko od ostalih BRIC, da tako rečem, držav, Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske? Tudi tu ne gre za enotno zgodbo. Well, apart from the fact that we have better scenery, better wine, and most certainly better weather, I think there's vast differences. I think we all have a common desire to succeed and adapt and change and play our rightful role in world economics. Druge razlike so kakšne? I would like to think that our singular difference to our colleagues is our pragmatism. We have an incredible history. We have a history of getting things drastically wrong, but we also have a history of reacting, adapting, and moving systematically to the top of the pile, and that's where we intend to move. Thank you. No, to je krasna istočnica, recimo tudi za vas, spoštovani gostje. Mogoče imate kakšen komentar, kakšno vprašanje. Seveda govorimo o morebitni neki novi viziji industrije, jo potrebujemo, jo sploh lahko imamo, nam je sploh dovoljena, saj smo vendar v neki Evropski uniji. V čem bi pa mi lahko svoje razlike pospešili, izpostavili, ali nam jih sploh kdo priznava? Imamo kakšno mnenje? Prosim. Peter Votala, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo. No, jaz bi najprej tako povedal, ker glavno mislim, da smo tu ljudje, ki smo povezani na proizvodne industrije. Da proizvodne industrije v Sloveniji nekako prinesejo četrtino BDP-ja. In da seveda z nekom, ki ti prinaša tako bogatstvo, moraš rokovati zelo nežno in v rokovicah. In da tudi danes, ko smo pravzaprav še globoko, po 5 letih globoko v krizi, so te industrije še vedno tiste, ki ustvarjajo pozitivno rast. Mislim, da okrog 2 do 3% letno. Zakaj? Zato, ker proizvajajo za tuje trge. Zato, ker proizvajajo in prodajajo svoje produkte, storitve, tehnologije na zahtevnih zapadnih trgih. In jaz mislim, da je to ključno. In mislim, zelo mi je bilo všeč mnenje od gospodov iz Danske, ki pravita na vaše vprašanje, ne, kako naj država pravzaprav se vključuje, oziroma ali se vključuje. Ne, je bil odgovor. Jaz mislim, da je to zelo pomemben odgovor in da se moramo potem zgledovati. Da ne morajo nekateri Gašpari, Kvadrat in tako naprej tekati okrog in seveda nekako deliti neke denarje, mislim, da to ni rešitev. Rešitev je to, kar je mladi kolega iz Svetlobe povedal, inovacija. Inovacija produkta, inovacija tehnologije, inovacija v poslovnem modelu. Jaz poznam vaš poslovni model, ker sem bil med ocenjevalci inovacije na gospodarski zbornici in moram reči, da me je zelo, bi rekel, prijetno presenetil. Več takih ravno. In ker prihajam z univerze, pravzaprav še to, ne, imam privilegij pravzaprav delati z mladimi ljudmi vsako leto in seveda, ko se srečam v začetku jeseni, v začetku študijskega leta, jih ponovadi vprašam, 20, 30, 40 jih sedi pred mano, ja, koliko od vas vas bo pa podjetnikov, ko boste diplomirali? In moram reči, da rok, ki grejo gor, takrat v tistem trenutku je zelo malo. 2 do 3. Te se z vami strinjam, ja, ta podjetnost nam manjka. Mogoče je to v naših kodah, v glavah, pravzaprav po desetletjih drugačnega načina, pravzaprav pa drugačne ekonomije se zakorenila. Mislim, da treba to nekako odpraviti. In vaša, bi rekel, pripomba glede mladih ljudi, iščejo službo, visoko izobraženi. Napaka, ne smejo iskati službe, ustvarjati morajo službe. Mislim, da je to ključno. Pa še, ker poznam Južno Afriko kar dobro, ker sem gostujoči profesor na eni od njihovih univerz, mogoče par besed. Južna Afrika mislim, da ustvari približno 15% BDP-ja z proizvodnimi industrijami. Oni se zavedajo, da je to premalo, da je treba to povečati.
In nekje sem bral enkrat en slogan, ki smo že v sloganih prej govorili, Africa needs manufacturing. Jaz mislim, da je to ključno. In ko sem bil tam pred leti, sem s kolegom pravzaprav napisal en predlog projekta. V 2-3 tednih sva ga napisala, čez 3 mesece je imel denar, da ta projekt lahko izvaja. Pri nas pišemo projekte zdaj že leto, pa nič. Toliko mogoče. Hvala. Dobro. Imamo še kakšno mnenje? Se znamo prodajati? Ne, gospod je dal dobre iztočnice. Vendarle je nekaj, kar bi pa mogoče država lahko storila, torej omogočila podjetništvo. Saj o tem tudi govorimo vrsto let, ampak glejte, davkov je vse več. Pogoji za podjetništvo so nerožnati, da rečem v najbolj blagi obliki. Imamo še kakšno mnenje? Kaj vi rečete, gospod Huber? Ja, mogoče se bi kar navezal na kolega iz Univerze v Ljubljani. Hvala za lepe besede, ampak najbolj smo res ponosni na to, da nam uspeva več ali manj samim, kljub vsem čerem, ki se nam na poti nastavljajo. V bistvu jih niti ne gledamo, mi gledamo pač v prihodnost in v to, kar lahko izpeljemo in se ne oziramo na neko pomoč nekoga, ne. Pač gremo naprej, imamo svoj cilj in ga izvajamo. To je bistveno, ker mogoče, če se na to navežem, Slovenija je enostavno preveč pijavk, po domače povedano, ki se napajajo iz nekega, bi rekel, tudi večjih podjetij, ne, visijo ali slonijo na večja podjetja, torej niso dejansko na trgu, ne, ampak so navezana na neke sisteme odprej mogoče, ali pa jih se nadaljujejo, potem nepravilno se razdeljuje denar za razvoj, za inovacije in tako naprej. Obstajajo neki fondi kvazi tveganega kapitala, ki dajo denar ne za produkte, ki bodo dejansko prodavljivi, ampak za neke produkte, oziroma sploh ne produkte, ampak neke prototipe, raziskave, ki so same sebi mogoče namenne. In pa en zanimiv podatek, ki ga imam tudi iz Združenja menedžerja, je to, kar se navezuje na pijavke, je, da 90% izvoza ustvari 850 samo firm od 160 tisoč registriranih firm v Sloveniji. Ne? A smo pa 70% približno od izvoza odvisni. To se pravi, koliko samo ena peščica podjetij vleče ta voz, ne? Ki ga samo zaustavlja. Ne? To je to, kar ste prej tudi omenili, ne? In je v tej zavezi za uspešnejšo prihodnost Slovenije tudi zapisano z vidika države. Smo že večkrat omenili vlaganje v raziskave, razvoj, to se pravi pravilno distribuiranje teh sredstev. Prej smo s kolegi iz inštituta Jožef Štefan o enem zanimivem modelu, ki je v Avstriji bil uspešen, govorili, kako se torej prenos oziroma sodelovanje med gospodarstvom pa raziskovalci, ne, uspešno narediti, podobno kot je model tudi v Ameriki, v Silicijevi dolini, tudi tam smo bili leta 2010 in se v bistvu raziskovali, kako priti do denarja, tveganega kapitala in pa kako deluje sploh tista ekonomija malih in srednjih podjetij, ki je v Ameriki zelo, oziroma v Združenih državah Amerike zelo uspešna. Ne, zakaj tam deluje, tu ne? Kaj je ta razlika? Ja, ravno to, kar je prej gospod povedal, da cilje imajo skupne, enostavno just do it. Oni to naredijo, ne govorijo o tem, ampak se povežejo med sabo. Ja, ti imaš znanje, ok, jaz imam idejo, jaz znam prodati, vrejo, dajmo nekaj narediti skupaj. Mogoče manj pijavk, ne? Mogoče manj pijavk. Tako, ja, manj pijavk, ne, tudi, sigurno, ne, ampak to je pač, bi rekel, stoletje njihovega ekonomije je narekovalo tega znajdi se, ne, Američani in podobno, tudi Južna Afrika, najboljš podobno Avstralija in ostale države, ki so nastale s tem, da so ljudje šli iz Evrope tja, so rasle na takem modelu, ne. In mogoče bi tudi mi začeli tako razmišljati, ker smo en taki otoček, ne, ki ima možnost in ima zelo veliko sposobnih ljudi. Slovenija je ogromno pameti in mi je žal, da beži iz Slovenije zaradi pač določenih, kot smo rekli, pomanjkljivosti, ne, v sistemu, sistemskem, ne. To je v bistvu to, ne, kar bi jaz pač temu.
Imamo še kakšno mnenje, vprašanje za sogovornike, komentar? Če ne, seveda pred kosilom še zadnja misel v smislu te vizije industrije in njene samo uresničitve, kje se pa vi vidite čez 5 let? Gospod Remec, bomo še govorili o teh temah, ali ne bomo več, ali bomo kaj novega, nasploh več ne bo? Ja, tle bom govoril čisto iz vidika svojega razvojnega, oziroma to, kar smo kot inštitut naredili, mislim pa prej tudi predstavil. Verjamem v to inovacijo in v ta sistem, ki je pač za stavbe je konkurenčen in ga je enostavno moramo to zdaj speljati. Prav, imamo nekaj projektov doma narejenih in začenjamo s prvimi projekti v tujini. In to čez 5 let jaz računam, da bomo s tem pač dosegli neko stopno, zaradi ko se bo to začelo, v prvih letih seveda se je treba vrniti, ker investicija je bila recimo v ta razvoj in pa v tehnologijo kar velika. In seveda zdaj z trženjem, za uspešnim trženjem bomo pač ta cikl zaključili, oziroma potem sledijo še nadaljnji cikli, vzdrževanja in tako naprej. In tako, kot se gleda skozi celoten življenjski krog, jaz vidim sebe čez 5 let pač, da bomo s to svojo osnovno idejo, inovacijo šli do enih res dobrih poslovnih rezultatov. To je moja, trenutno želja. Kot pa, če pa gledam z vidika inženirjev v celoti, bi pač si želel, da bi bila vloga inženirjev v družbi pač bolj cenjena. Zato pa smatram, da to lahko seveda naredimo samo sami, da drugi nam tega ne bodo dali. In enostavno se moramo drugače začeti obnašati, biti proaktivni in tudi svoje znanje ceniti in ga naprej ponuditi, oziroma ne iskati služb, ampak delo. Kaj boste vi jutri naredili drugače, gospod Remec, v zvezi s tem? Drugačnim obnašanjem, malce provociram, recimo vi jutri. Jaz to počnem, nimam s tem težave. Jaz poskušam druge prepričati, da je to edini način. Da delaš, ne da pač to je problem Slovenije, mi dostikrat se pogovarjamo o delovna mesta, službe in tako naprej, to samo sebi namen, jaz mislim, da je popolnoma neperspektivno in da je treba enostavno poiskati, se pravi, z poslovnimi idejami pride tudi delo. Dobro, no zdaj ste si gospod Marinček, prosim komentar, pa potem gospod Williamson. Ja, lahko, seveda, se navežete. Jaz danes nisem več govoril o INEI. Moji cilji so vezani seveda tako na rast INEI kot na te povezovalne projekte. Pri INEI jaz računam, da v 5 letih bomo eno od globalnih dobaviteljev na področju pametnih omrežij za uravnavanje odjema in na področju rešitev za šaržno vodenje procesov. Drugače od teh povezanih projektov me pa najbolj zdaj preko Matra intrigira projekt tehnološkega sodelovanja Japonska-Slovenija, ki je bil vzpostavljen en dvosmerni model, poslovni model sodelovanja slovenske in japonskih partnerjev na skupnem tehnološkem razvoju za tretje trge. Dobro, gospod Williamson. Yes, it's quite a difficult question, but speaking as rather an industry player than a company player, my vision is that our country will be seen as being more operational on the world stage, playing a meaningful role in its structures and sharing our experiences. Dobro, hvala. In gospoda za skandinavski model, kje se vidite, pa seveda za vaše podjetje, gospod Karlsson, čez 5 let. Bomo še govorili o teh zadevah ali mora biti o čem popolnoma drugem? I think one thing, it's trust is something you have to earn, and innovation is something you really have to be proactive to get. And I think that for us, APT, we are proactive, and we look forward, and we for example now with aluminium forming, we are there, and
we take also all the students in all the cities we have factories. We take the students into our factories and learn them to understand how we work, and hopefully they stay with us. But also entrepreneurs themselves find other ways. But I believe APNT and Sweden as well will be, in 5 years' time, we will be even stronger. Yes. Gospod Karlsson, želite kaj dodati svojega področja? Mr. Friberg. Pardon, ja, zmotila sem se upravičujem. I can Ja. rename myself. No. Yeah, what I'm doing in 5 years, yeah, I don't know. Maybe working with some new fantastic materials, maybe carbon fiber in the cars, maybe. I think that will come. It's quite expensive now, but if you see the last 2 years, it have half the price, so maybe 5 years it can compete with hot forming, maybe. Dobro, We will see. hvala. Kar veliko idej, ne, tudi za nas, da malce vidimo aluminij, novi materiali. No in zdaj še gospod Huber. En del sem že povedal. Naša vizija je v bistvu čez 5 let postati ključni globalni ponudnik učinkovitih, energetsko učinkovitih, inteligentnih sistemov na katerem koli področju, predvsem pa na inteligentni industrijski razsvetljavi, s čimer se zdaj ukvarjamo. Dalje vlagamo stalno, konstantno v razvoj. Razvili smo inteligentni sistem razsvetljave industrijske IntelSense, smo ga pojmali Reflecta IntelSense, mrežični sistem, recimo, ki ustvarja prihranke tam, kjer prej niso bili mogoči v industriji, v logističnih centrih, skladiščih. In dalje tudi se podajamo na skupno pot, upam, da z kolegi iz Hele, z katerimi smo že sodelovali na projektih skupne raziskovanja in razvoja let razsvetljave za industrijo, ki žal trenutno še ni toliko primerna za industrijo, ampak Hela in mi mislim, da bomo našli pravo pot tudi za razvoj takšnega izdelka. Kot je pa kolega povedal, ne vemo pa tudi, mogoče se bo pa pojavila kakšna nova tehnologija, ki je vir svetlobe, ki jo bomo zagotovo mi v svetlobi oziroma v Reflecta skupini, v katero preraščamo z širjenjem v tujino, zagotovo jo bomo prvi uvedli. Dobro, hvala lepa. No, zdaj smo dobili vsaj 6 odgovorov o tej viziji industrije, vsak za sebe je povedal, upamo pa lahko, da bo ta samo uresničitev tudi en delček skupna in bo temeljila na tem sodelovanju. Jaz vas seveda zdaj v imenu organizatorjev vabim na kosilo in se vam zahvaljujem za ta del, za tole pozornost.